Gospe in gospodje, leto je zopet naokoli in zbrali smo se s podobnim razlogom kot že pred letom oziroma dvema, da se v zaključku akcije z imenom Drobtinica srečamo, da postavimo na nek način tiste rezultate tega dela na tisto mesto, ki si ga tudi zasluži. Za mene je ime te dobrodelne akcije Drobtinica zares simbolno in kaže na to, da lahko tudi z majhnimi drobtinicami, če je veliko teh drobtinic, pa le nekaj spremenimo, nekaj začnemo, nek proces. In predvsem je zame pomembno to, da je bilo število udeležencev, oziroma tisti, ki so se udeležili akcije in po svojih močeh prispevali vsak svojo drobtinico za to, da imamo danes razlog za veselje, predvsem pa razlog veselja v tem smislu, da smo toliko dobri, da znamo prispevati tisti, ki imajo ali pa imamo kakšen evro več, za tiste, ki si tega zaradi te situacije, v kateri se danes nahajamo, še posebej bi rad poudaril, da je bilo letošnje leto takšno, da je število teh, ki bi radi koristili rezultate teh drobtinic, čedalje več. In zdi se mi zelo pomembno to, da smo takšna družba, da znamo stopiti skupaj in takrat, ko je to potrebno. In še enkrat bi se rad zahvalil vsem, ki ste pri tem sodelovali. Posebej hvala gospe Renati, ki je pravzaprav bedela nad vso to koordinacijo, ki je bila potrebna pri tem velikem številu prostovoljcev, ki so sodelovali. Zahvaliti se je potrebno vsem tistim donatorjem, ki so prispevali svoje izdelke za to, da smo se imeli čemu posvečati, in pa seveda vsem tistim neimenovanim, ki so mimoidočim, ki so prispevali vsak svojo drobtinico. In jaz sem prepričan, da bodo tudi akcije podobne v prihodnje doživele takšen odmev, takšno pripravljenost za sodelovanje. Čeprav si na nek način želim, da bi bilo pa tistih, katerim so namenjeni ti rezultati, da bi jih bilo čim manj. Še enkrat vsem skupaj hvala lepa za sodelovanje, za današnjo udeležbo in predajam besedo Renato tebi, ker vidim, da imaš debel spis. Hvala lepa. Najprej tudi v mojem imenu prisrčen pozdrav, da navežem mogoče par besed na besede gospoda župana glede odzivnosti ljudi. Ravno prej sva se z gospo Heleno pogovarjali o tem, da tako polnega skladišča, kot ga imamo v zadnjem letu, še nikoli nismo imeli. Je že res, da še nikoli nismo imeli takšnih potreb po teh dobrinah, da jih lahko delimo, ampak vseeno, Slovenija je odzivna. Vse te akcije, ki jih v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije izvajamo, so obrodile tudi to, da imamo polna skladišča in na takšen način tudi dosti manj obremenjujemo občine. V preteklih letih so občine, vse tri občine delno sofinancirale mesečne pakete, ki jih izdajamo socialno ogroženim. V letošnjem letu se je ta znesek kar prepolovil, ravno zaradi tega, ker imamo toliko lastnih sredstev. Vsega tega ne bi bilo, če ljudje ne bi imeli čuta za dobrodelnost, če ne bi dejansko dajali delček od sebe proč za dobro drugega. Glede samega našega dela na Rdečem križu, veste, da se trudimo, da dobro sodelujemo tako z lokalnimi skupnostmi, kot z šolami in z vsemi drugimi inštitucijami, tudi z mediji.
In hvala vam, da nam sprejmete našo ponujeno roko, na koncu konca je to naše poslanstvo. V letošnjem letu smo rezervirali skoraj 100% več sredstev za šolske potrebščine. Če jih je bilo lani nekaj čez 3000, smo jih letos razdelili nekaj čez 5000 in gotovo se še bo kakšen denar, ki se je prišparal ravno na račun teh paketov, ki jih dobimo iz Ljubljane in so sredstva ostala v našem proračunu, se bo gotovo tudi letos namenil, tako kot se je že lani, dodatno za šolske potrebščine oziroma za vse tisto, kar na šolah potrebujete, ker ravno vi ste tisti, ki se srečujete, šolskih svetovalnih delavk sta tukaj dve, tako da lahko potrdite, da so stiske v šolah in v družinah toliko hude, ljudje se zelo težko izpostavljajo in lažje mogoče na tak način komunicirajo s šolami kot samim Rdečim križem. Veste, da je težko potrkati na vrata in težko je prositi za pomoč. Dosti lažje je, če nekdo pride in ti to pomoč ponudi. Dragi ravnatelji in drage mentorice, vsako leto tudi nekaj na to temo rečemo, da je vaše delo pač vsako leto bolj zahtevno in da ste tarča tako visokih pričakovanj staršev, kot verjetno tudi samega sistema. Otroci so vsako leto na svoj način svojevrstni, tako da se srečujete pač res z izzivi, ki verjamem, da včasih od vas zahtevajo res veliko potrpežljivosti in veliko strpnosti. Vsi delamo v luči tega, da pridemo vsem tem pričakovanjem naproti. Hvala vam, mentorice, da ste pomagali pri sami akciji Drobtinica. Na koncu koncev je bilo treba izdelati plakate, je bilo treba poučiti te mlade prostovoljce, jih motivirati, da so žrtvovali na koncu koncev svojo soboto in seveda vaše sobote, ki ste jih žrtvovali, da se je zbralo toliko denarja. Moram reči, da je sama Drobtinica, kar se tiče odzivnosti v enem zelo kratkem času, na tako širokem prostoru, je pripomogla, da se je zbralo v Sloveniji več kot 30 000 evrov. V 3-4 urah mislim, da je to ni zanemarljivo. S tem, da moram reči, da pri nas imamo srečo, ker smo medijsko pokriti. Tu bi se mogoče navezala tudi na tem primeru na Radio Rogla, ki se je res maksimalno letos angažiral in objavljal našo objavo. Seveda tudi Štajerski val in pa tudi Celjski tednik oziroma Radio Celje. Brez vseh nas, vas, nam akcija ne bi uspela. Kot sem rekla, marsikje drugje niso bili medijsko pokriti in mogoče je bila akcija zaradi tega malo manj odzivna, vsekakor. Še to mogoče, da izkoristim, 9. Drobtinica je bila letos za nas. Kot veste, se je Drobtinica rodila v Konjicah pred 9 leti. Idejni vodja oziroma idejni oče Drobtinice je Luka Rutar, ki je takrat kot mlad prostovoljec delal v Budimpešti na takratnem sekretariatu za jugovzhodno Evropo. In on je s to idejo štartal, najprej se je izvedla v Konjicah, potem se je pač razširila po vsej Sloveniji, tako da smo na to res upravičeno ponosni. Zdaj bi prosila, mogoče še to, letos smo zbrali oziroma nam je uspelo nafehtati, da tako rečem, ali pa pridobiti rekordno število izdelkov pekovskih, da smo jih lahko prodali, ker če je bilo lani približno 2/3 prostovoljnih prispevkov, ostalo je šlo za zamenjavo kruha za prostovoljne prispevke, se pravi približno 600 evrov smo dobili od prodaje kruha, 1100 evrov od prostovoljnih prispevkov se je to letos čisto obrnilo.